Andraž? Jaz, kot sem zdaj že zadnje dni parkrat omenil, žal nisem bil iskren skozi celoten eksperiment. Pač določeno krivdo tudi prevzemam, ker če bi še enkrat mogoče z začetka lahko šel, bi odreagiral drugače, ker meni tudi tisti prvi dnevi niso bili tako lepi mogoče, kot so se zdeli. Tudi naprej, pač jaz sem si zadal za cilj, da vztrajam, da grem do konca, da se potrudim, tudi iz tega tegnem največ. Sem pa hitro opazil, pač, da se Nelo nimava nič skupne poti, ki bi naj peljala naprej. Tako da enostavno je bila zame to kar huda borba s psiho, živci, z vsem skupaj. Težko mi je bilo dejansko skozi cel eksperiment, čeprav je mogoče izgledalo, da je bilo kar lepo pa prijetno vse skupaj, pa ni bilo čisto, ja. Ja, pri obema smo opazili to osebnostno rast, da sta napredovala, da sta zrasla in se iz eksperimenta učila. Pa me zanima, če sta opazila spremembo, če sta opazila to vajino pot osebnostno, vsak pri sebi. Definitivno, ja. Razlika je ogromna. In jaz sem se zavedala že pred vstopom v eksperiment, da to bo ene največjih testov zame nasploh, da bom videla, kaj sem se v zadnjih letih dejansko naučila, ker eno je neka teorija, malo narediš vaj, pol pa ko prije v prakso pa nekaj drugega. Tako da tukaj in sploh še vaši nasveti, ko ste izpostavili način, kako naj komuniciramo, kakšne besede raje uporabljati. Bom čim več odnesla naprej v prihodnost, tako da definitivno. Ker definitivno sta vidva kar delala na odnosu. In zdaj, tudi če zdaj morda tukaj nista prišla do nekega ljubezenskega odnosa, sta se pa sigurno v tem odnosu naučila bolj funkcionirati, ker da se naučimo v negativnem ali pa bom rekla slabšem odnosu funkcionirati, je veliko težje kot v nekem dobrom odnosu. Ja, definitivno. Bilo je na trenutke zelo težko, ampak sva to premagala in vseeno šla čez. Predvsem zase lahko govorim. In tudi takrat, ko je bilo zelo težko, sem se res potrudil in zdržal, se nisem umaknil, ker najlažje se pač umakniti in iti stran od problemov. Tukaj so se pa vseeno soočila in meni je bil to tudi določen uspeh, če gledamo tukaj z vidika osebnostne rasti. Ja, ste se oba kar trudila. Jaz, če te prav slišim, bi mogoče lahko vzela, pa me lahko popraviš, če se motim, ti sicer praviš, da si bil neiskren, jaz pa bi mogoče v tem lahko tudi videla, da si mogoče nisi čutil tako, kot ponavadi, ali pa tako, kot verjamaš, da bi lahko, ali pa da bi moral, ampak si dal neko priložnost, si se le odločil, da boš šel v nek eksperiment. Nisi vrgel puške v koruzo kar po tretjem dnevu. Tako mogoče, da nisi bil tako zelo neiskren, kot si dal priložnost nekim novim spoznanjem, nekim novim čutenjem, ker konec koncev sta doživela tudi kar nekaj lepih trenutkov, kar nekaj lepih izkušenj. Konec koncev sta tudi živela skupaj, sta se naučila neke te dinamike para, kako živi. Kaj sta od tega odnesla? No, jaz sem tudi že v preteklosti imela prav živela skupaj s fantom, tako da ni bilo... Ni bilo nič novega. Mislim, je bilo novega, seveda, ampak bom rekla predvsem, bi rekla, da sem nekako v teh trenutkih, ko sem čutila napetost, ko je bila med nama, vseeno poskušala nekako najti in sem tudi našla notranji mir, da ni toliko vplivalo negativno name, kot bi lahko drugače včasih, ko so bili res težki trenutki, tako da to. Ok, zdaj boste šla domov in zdaj smo že na začetku povedali, se ne boste videla, ne boste smela komunicirati, boste mogoče malo vseeno razmislila, ali se bojo te neke stvari umaknile, umirile, boste vse skupaj mogoče videla skozi drugačne oči. A mislite, da bi potem si lahko dala priložnost še za kakšno srečanje, za kakšno kavo, govor? Bom rekla načeloma z moje strani, pač nič takega se ni zgodilo, da bom res lahko nameren, pač so bile besede in vse izrečeno, ampak vseeno nič tako hudega, da se ne bi dalo dati to na stran, da se res lahko gre na kako srečanje, pač enkrat v prihodnosti. Tukaj v eksperimentu se je res vse odvijalo tako intenzivno, res pač odločili smo se na podlagi
takojšnjih trenutkov. Skozi smo bili skupaj in lahko da sem drugače gledal na stvar, drugače gledam na stvar, kot bom pa čez mogoče en teden. Tako da jaz bom v miru premislil, pa bom pa mogoče čez en teden videl, kako bi se lahko tudi odvila prihodnost. Ja. Ja, ta zadnji korak je kar pomemben. Morate imeti nek prostor in čas, da se o vseh stvarih mirno razmislite in odločite. Tako da vas bomo veseli. Tako je. Hvala, ker sta se udeležila tega eksperimenta. Zelo smo vaju bili veseli in smo se tudi od vaju veliko naučili. Tako da vama želimo doma veliko prijetnih dni, dobro razmislite in upamo, da se vidimo s kakšnimi pozitivnimi mislimi čez čas. Najlepša hvala za vse nasvete, za vaš čas, energijo. Vse pohvale, res. Srečno. Hvala.